opravičujem, če kakšne true crime videe preveč veselo začenjam. Jaz sem na tisti točki še čisto distancirana od primera, kateremu sem vse si izpisala včeraj. Tako da gremo danes v ta primer. Izglasovali ste ga v bistvu na točki, ki ste mi pokazali preglasovanja, da imate drug žanr najrajši na mojem kanalu True Crime. Zadnjič je bil Conspiracy Theories, zdaj pa True Crime. In pa sem se jaz prijavila na kanal na YouTubeu True Crime Daily. In tam je milijon true crime primerov in sem lahko kar... In zdaj jih skozi gledam in jem, sem hotela reči. Pač skozi jih požiram dobesedno in so res tako, no... Neskončno jih je, jaz si nikdar ne mislila, da jih je toliko in zdaj imam ful ene zaloge in zdaj vam lahko tega povem, ker mi kuj oči padu, ker je malo drugače vedno nekak primer na kakšni ženski ali paru ali karkoli že, serijski morilci. V tem primeru gre za dojenčico. Albus, ne! Ne! Mac! Tako da ja, evo, na teh posnetkih gledate dojenčico Amber je bilo ime, oziroma je, ne vemo sploh kaj se je zgodilo z njo, ne vemo ali je živa, ne vemo kdo je kriv, nič ne vemo pač. Primer je torej še vedno odprt, to ste tudi taki, ki so me najbolj pri srcu, ker imate vi največ za razmišljati zraven, ker na koncu ni neke rešitve, čeprav je itak tragedija vse skup. I should have just kept her home. I should have just kept her home that night and none of this would have ever happened. Her disappearance shattering this once happy family into a bitter war of words. Na prvi pogled so res luštna družina, dojenčica je na tej točki bila stara pol leta, ki je izginila. Na posnetkih zraven dojenčice Amber vidite še mamo Jamie in pa očeta Matthewa. Ona dva sta bila kot par, po njenih besedah, po besedah Jamie sta bila sicer ali zelo srečna ali pa zelo na tleh. Se pravi, razburkan razmerje, ki ima hajse pa najnižje točke, se pravi, najvišje najnižje točke, nikdar nekaj vmes, nikdar stabilno, vedno eno ali drugo. Tudi najboljši časi v tej družini, tako kot oni pripovedujejo, so se vrteli okrog te dojenčice Amber, ki je bil res tisti primer otročka, ki je non-stop nasmejan in vesel in cute in vsi so ga imeli res radi. No, tudi tukaj moram omeniti obe babici, se pravi, mamo od Matthewa in mamo od Jamie, ker sta pač obe vpleteni v primer in imata svoje mnenje, tako da res... Takrat so bili res še povezani, no, in obožvali so vsi dojenčico na polno. He just adored her and was very attentive to her needs. Še dodatna zaskrbljujoča stvar pri celem primeru je to, da je Amber imela epileptične napade in zaradi tega zahtevala valjda več zdravniške pomoči in pozornosti ves čas, pa tudi določene zdravila. Tako da v točki, ki je izginila, je to še ena grožnja več, kje je, kako je, ali ima oskrbo, ali sploh še živa, ne. Some of those needs are life-threatening. Amber requires regular medication to control seizures. Zdaj, oče od Amber oziroma fant od Jamie je načeloma so ga opisovali kot res ljubečega in dobrega očeta, tudi na slikah izgleda tako, ampak kadar on ne bi bil ta super dad, je bil pa čisto nasprotje tega, ker ne bi imel probleme z drogami. To zdaj tako pišejo, kot predvsem alkohol recimo, pa kot trava. Zdaj, ne sliši se to kot totalen addict, ne vem, da je kakšen kokain ali kaj hujšega, ampak pač očitno te basic droge, ko bi rekla. Did Matthew have a drug problem? He smoked marijuana, medically and recreationally. Any other dope? He smoked honey oil, which is a form of cannabis. In pa to naj bi tako vplivalo na njega oziroma na njun odnos z Jamie, da je imel res čuden, ali je bil zelo skoraj bipolaren, zelo vesel pa zadovoljen, ali bi prišel dami službe in je bil tako, ne maram te več, ne bom več živel s tabo, odsel se. In to baje se je ful velikrat zgodilo, tako da čisto nestabilen odnos. Na eni točki se je dejansko Matthew potem preselil k svoji sestrični Sarah. In ta Sarah ima tudi pomembno vlogo naprej v zgodbi. In takrat naj bi šla stvari na boljš, ne bi bil več skupaj z Jamie, če se očitno niste razumela, in pa nekako ne bi se stabiliziral mečkan denarno, ker ne bi imel prej neke dolgove, in pa tudi ne bi nazaj končno dobil, se mi zdi, da nezdravniški, vozniški izpit, ki ga je na eni točki izgubil. Malo bo se ven zapret, ker ni nehal težiti in mjavkat. Ok. Zdaj pa pridemo do noči, ko se je zgodila ta tragedija. Matthew je torej živel pri Sari in dojenčico Amber je dobil enkrat na teden ali pa enkrat na 2 tedna. In to je bil slučajen ta primer. In takrat naj bi Amber tudi lepo pač prespala pri njiju s Saro, torej pri Matthewu. In zgodilo se je to, da zjutraj, naslednji dan zjutraj, prejme paničen klic najprej mama od Matthewa
In ona govori tukaj, da se je slišala v glasu, da je popolnoma distressed, da je popolnoma v paniki, prestrašen, čustven, da je totalno v šoku, da zjutraj dojenčice ni bilo v svoji zibki, sem njeni zibki. Klical je tudi Jamie in pa valjda tudi policijo. Policija je prišla potem. Jamie takrat videla Matthewja sicer, da je jokal, ampak ona preseže, da je bil ta jok čuden in off in fake, da nekaj ni štimal. Medtem ko valjda Matthewova mama govori, da je bilo vse pristno in zelo čustveno. In takrat se je tako oblak suma zgrnil na Matthewja, ker preprosto je bil edin, ki ne bi lahko vedel, kaj se je zgodilo. Je pa tudi res, da tako, kot sem rekla, on je imel probleme z drogami in to pomeni, da je bil veliko na policiji in včasih tudi v zaporu. In imel je na nek način veliko sovražnikov, mogoče ne lih sovražnikov, ampak preprosto ljudi, ki jim je šel na živce ali pa ga niso lih marali. Najbolj sumljivo od vsega je pa lih to, kaj hudiče je ta človek počel tist en dan, ko je imel Amber in ko je bil pač sam z njo oziroma ni bil več z Jamie. Što se je, da je šel on od tem, ker je živel sestrično Sara, je šel na bencinsko črpalko. Vprašal je, če kaj potrebuje v tem in tle še on ima alibi, ker dejansko so posnetki nadzornih kamer iz te petrol črpalke, ko on vzame par stvari, plača in gre in v rokah ima dojenčico Amber. Police say they know for sure baby Amber was with her father when he hit up this convenience store right behind me. But what happens after that remains unclear. Take a look at this surveillance video from the Happy Stop Mini Mart. Matthew grabs a few things and pays, with baby Ember clearly in her carrier. Matthew then packs Ember into his truck and drives off, but not towards home. Matthew heads west towards the Clear Creek Water Tower, the opposite direction. Potem je pa sumljiva ta stvar, ko se on odpele, ga kamera posname, ko se odpele v drugo smer, namesto tja, kamor naj bi šel, ko bi šel domov. No, vse zadnjega ni bilo domov 1 uro in tukaj tudi pove ta njegova sestrična Sara, da ja, bencinska črpalka je v resnici 5 minut proč. Šle se itak ni mogla lagati, pač je, ker je, proč je 5 minut. Pa ne samo to, da je šel v drugo smer, sumljivo je tudi to, da ko se je vračal spet domov, je prišel spet čisto iz druge strani, kot da bi nek krog delal, dolg časa ga ni bilo. In hvala Bogu so imeli potem tudi še možnost policaji z njemu govoriti in so ga valjda prijeli in peljali na zaslišanje, ampak iz njega niso mogli spraviti v 8 urah popolnoma nič glede tega, kaj se je dogajalo tisto 1 uro. Vprašanje ostaja tudi to, ali se je on z dojenčico vrnil potem k Sari, pač tam, kjer je živel, ali ne. On trdi, da se ne spomne nič, pa preprosto nima spomina. Problem je potem, da sestra Sara trdi, da se je on vrnil z dojenčico. Torej, če se slučajno ni vrnil, mu daje nek alibi, ki ga on sploh na nobeni točki ni potreboval. Medtem ko Jamie je pa zvedela direktno od Matthewja, da se on ni vrnil z dojenčico. Se pravi, tukaj je res tako velika verjetnost, da Sara laže. But you're saying that when he got back from this visit from the store, Ember was very much alive. Very much. I can't say what happened. I just know that she was alive after the store. It didn't happen in the hour. You're 100% sure? I am 100% sure. Je pa tudi zanimivo, da v štartu te preiskave je Jamie še toliko verjela v Matthewja, da je bila ona v šoku, zakaj da hek ga vsi napadete, zakaj policaji mislili, da je karkoli kriv, on tega ne bi nikdar naredil. Ok, jasno se je potem ustvarila tudi celotna iskalna ekipa, policaji, prostovoljci, vsi so valjda dojenčico iskali. In zgodilo se je to, da so potem na highway, na neki hitri cesti, oziroma so najdeli do Amber nekje ob cesti. In valjda potem se je tukaj zgodba čisto spremenila, ker ta duda je bila najdena sredi ničesar, nekjer, ker ne bi imel on nič za iskati. On je sicer na neki točki trdil, da je šel verjetno ta krog delati zato, da jo spavali nekaj, ampak je popolnoma nesmiselen krog, popolnoma vse skupaj kar neki. In tukaj je začela tudi Jamie potem končno dvomiti v Matthewja. Tukaj se pa zgodba niti približno še ne zaključi, v bistvu se še napolno zakomplicira, zaradi tega, ker Matthewja je bilo zelo strah, da bo šel nazaj v zapor, ker je že bil in droge so ga vedno pač pošiljale v zapor. In preden je on sploh šel na to zaslišanje z policisti, se je prej dobil svojo mamo. In tukaj pripoveduje njegova mama, da sta se ona dva dobila in da ga je potolažila v smislu, če greš v zapor, lej, tukaj bomo zate, čakali te bomo, ko prideš ven. It was very hot and we parked in the shade. And my last words to him were, "We'll be right here waiting for you, Matthew." And then he got out and we didn't see him again.
To so bile njene zadnje besede njemu. Ni se pa zavedala na tej točki, da ga nikdar več ne bo videla. Kako je njegova mama vedela, da gre nekaj narobe? Tako da je začutila svojo torbico takrat, da je ful lažje. Oni so imeli pač v Kaliforniji, očitno je tam z neko dovolilnico normalno imeti pištolo, nisem ziher. Ona je imela pištolo in je začutila takrat pri torbici, ko sta šla ona dva posebej, da nima več pištole. In potem, ko je preverila, je tudi vedela, da ni več denarja noter. Imela je pa $400. To je meni pomembno, ker kdo da fuck nos pri sebi $400, če jih ne misli nekam dati. Sam povem, bom šla po teorije zarote. Kaj je ona dojela, da je torbica lažja za pištolo, torej da je on ukradel, je vedela, da bo šlo nekaj narobe in to se je pač zgodilo potem, ko je po zaslišanju, ko so ga spustili, ker niso imeli nič, da ga obdržijo v zaporu, je on pobegnil. Na eni točki je ukradel nek avto, za katerega on ni vedel, da ima sledilno napravo. Očitno nekateri avtomobili to že tako ugrajen, ne vem točen, ne bom trdila. Njegova mami je pa prej delala na policijski postaji in je imela tako dostop do tega, da spremlja potek tega bega prek tistih radijev. In je slišala vse, kar se dogaja. Slišala je to, da beži in potem na eni točki je slišala tudi strele. In je bilo takrat jasno, da je očitno so se zgodili streli in da ni mogla biti nič drugega kot to, da je njen sin mrtev. Ker s tem, če je on streljal, je valjda dal proste roke policistom, da se branijo, streljajo nazaj in to. In zgodilo se je, da s tistim ukradenim avtom se je na eni točki ustavil, zapustil avtomobil, se šel skrit v najbližjo, ne zapuščeno, pač garažo. Lastniki teh hiš v okolici so si zaprli noter poskrili, logično. In takrat so policisti samo videli njegovo pištolo, ko je nekako iz roba gledala in potem je prišlo do strelov in ja, Matthew je umrl. To je pa njegova mama razbrala tako, da je slišala, kako so preklicali rešilce, ki so šli že v tisto smer in potem na eni točki so rekli, ok, nima veze, obrnite, ker je pač itak bil mrtev. Ok, da samo še zaključimo to zgodbo, kaj se je potem dogajalo. Edini, ki bi vedel točno, kaj se je zgodilo z Amber, je bil pač Matthew in njega ni več, je mrtev. Druga, ki bi mogoče kaj vedela, je Sarah. Ona še vedno je potem še 2 leti potem trdila, sprav to ni sveža zadeva, je trdila, da Called me a liar and let people speculate. Do you think cousin Sarah and them know Oh, yes. where Ember Absolutely. is? Either they know where Ember is now, or they know what happened to her. He had to have told somebody. I believe that he told them. Are you a liar? No, You saw Ember. I saw Ember with my own eyes. You're 100% positive. 100%. You're not covering for Matthew. There's nothing to cover. I mean, what purpose would it serve me to say I seen her after the store? da itak ne ve nič in še vedno trdi, 100% garantira, da se je on takrat iz bencinske črpalke vrnil skupaj z dojenčico. Prepričana je Jamie na tej točki, da ona laže, oziroma da cela njegova družina laže in tudi vključno z njegovo mamo, Jamie prepričana, da je ona preprosto mu dala tistih $400 in pa pištolo in mu rekla, naj beži. In meni se zdi to velika verjetnost zaradi tega, ker noben ima pri sebi $400. Halo. In valjda je ona pa mogla mu alibi dati, ker so najdeli tistih $400 na njegovem truplu, tako da whatever, pištolo je itak imel. Mogoče se že toliko bolj sekira zaradi tega, ker mu je ona dala to pištolo, ker v intervjujih se ona joka na polno. Kaj bi se lahko zgodilo z Amber? Policisti imajo nekako mnenja, da je možno, da je bil on pod vplivom nekih drog, ne vem, zakaj se o tem nič ne vem, kakšna je bila avtopsija, ker to bi itak pokazali. Ja, da je bil pod drogam in je mogoče se Amber kaj zgodilo. Lahko, da je bil nepreviden, lahko pa, da je bil problem s temi epileptičnimi napadi in iz tega razloga on ni znal reagirati in je slabo reagiral, mogoče je punčka umrla, bog ve kaj, in se je nek znebil, ker ga je panika nagnala in pač to so mnenja policisti načeloma. Zanimivo meni osebno je, da njegova sestrična Sarah ponuja, da bi izvedla, kako se reče, lie detector, whatever. In ji preprosto ne dajo te možnosti in je ful žalostna, ker ji pustijo, da je ona tle bad guy, ker ne vem kaj, ker da se laže. Skratka, jaz prav močnega mnenja nimam, ker se mi je zdela cela zgodba teh ljudi od štarta čudna. Tudi ta Jamie, ok, imela sta obupan odnos, ampak še vedno sta ustrajala v nedogled. Se pravi, koliko časa gledaš, da istak te parkrat iz bajte vrže. Jaz pač ne bi, ne glede na otroka, pač tudi jaz si ne zaslužim tacga lifea, tako da
Nasploh so imeli čudne odnose, za pa kdo laže, pa kdo ima prav, pa kdo kaj jaz vem. Mogoče se je zgodilo čisto nekaj tretjega, ampak meni se tudi zdi velika verjetnost, da ta dojenčica ni več živa, zdaj da bi jo kdo ugrabil. Spet ne vem zakaj, iz katerega razloga bi Matthew toliko sovražil Jamie, nimam pojma. Zdaj sam na glas razmišljam, ker nimam izoblikovane zgodbe. Me pa zanima, kaj vi mislite, tako da napišite dol v komentarjih. Until then, Ember's family holds out one hope. Do you think Ember is still alive? And I'm very aware that it's possible that she's not. But I, in my heart, try to believe that she is. In to je to za ta video. Upam, da vam je bil všeč. Se vidimo naslednjič. Alien Mama out. Bye bye!